Začela se je prva od 4 faz obsežne prenove železniškega nadvoza na Dunajsko cesto, ob tem pa tudi 4-dnevna popolna zapora te pomembne mestne vpadnice. In kaj to pomeni za voznike? Pripravite se na prometni kolaps in gnečo tudi tam, kjer je prej ni bilo, saj se bodo vozniki preusmerjali na druge poti. Če denimo prihajate iz Štajerske, boste namreč morali ubrati obvoz po Samovi, Drenikovi, Celovški in nato po Tivolski cesti. Če boste želeli po Linhartovi, imejte v mislih, da je zaradi obnove delno zaprta, dela pa bodo potekala tudi na Vilharjevi. Druga možnost je potem po Šmartinski cesti do Masarykove, naprej mimo Kolodvora in Trga OF. Tudi če se boste pripeljali iz gorenjske strani po Celovški cesti, je smiselno razmisliti o obvoznih cestah. Namreč ljubljanski župan Zoran Janković je že večkrat opozoril, da Celovška cesta enostavno ne bo požirala. Ena možnost je, da se odpeljete do Viča in se nato do centra odpravite po Tržaški cesti. Druga pa, da na zahodni obvoznici izberete izvoz Brdo in se odpeljete po Večni poti mimo Živalskega vrta vse do ceste 27. aprila pa naprej do Blajvajzove. Če boste torej vztrajali pri vožnji z avtomobilom, se od doma odpravite prej. Lažje in hitreje pa bo po zagotovilih policije, če boste uporabili javni potniški promet. Imejte pa v mislih, da bodo obvozi veljali tudi za mestne avtobuse. Dobra novica je, da so številni še vedno na dopustu, zato po ocenah policije situacija ta teden še ne bo tako kritična. Drugače bo pa v ponedeljek, ko se začne druga faza obnove, na Dunajski cesti pa bosta odprta po 2 pasova v vsako smer, kar pomeni, da bodo vozniki večinoma izbirali ustaljene, že poznane poti, to pa bo precej zaostrilo stanje v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. Izčrpne informacije tudi o obvozih mestnih avtobusov in o tem, kako naj na drugo stran železnice pridejo pešci in kolesarji, pa najdete na n1info.si.